kakšni so bili pol vaši občutki, ko ste slišali, da smo zbrali vaš film za festival? Sploh nisem vedel, da se to dogaja. Bil sem pa seveda vesel, ker zdelo se mi je predvsem nenavadno, ker vi ste mladi, in zdelo se mi je nenavadno, da mladi zberejo en tak črno-bel, grob, čuden film, ki je pravzaprav nekako ne ustreza tem današnjim standardom gledanja v mladi populaciji. Zato sem bil toliko bolj presenečen in vesel. Kako ste v bistvu sploh prišli do celotne zamisli za ta film? Sem bil najstnik, sem zahajal v en lokal v Tolminu, lokal se je imenoval Taverne. To je bil lokal, ki je bil edini lokal odprt praktično celo noč, vsako noč. In so se tam zbirali seveda razni ljudje, med njimi tudi jaz, očitno. In enkrat sem v enem trenutku, mislim, da je bila ura 1 zjutraj ali pol 2 zjutraj, sem videl enega človeka, bil je družinski oče, poznal sem familijo in stal je sredi tega lokala, se majal z eno plastično vrečko v rokah in v enem momentu to vrečko spustil na tla in je tako tleskljeno, vsi smo tja pogledali in v tisti vrečki je bila ena štruca kruha in 1 liter mleka. Jaz sem se že takrat odločil, da bom nekoč iz tega trenutka nekaj naredil. Spomnite mogoče kakšnega zanimivega dogodka? V filmu je bilo mišljeno tako, da mu natakarica razbije pivovsko flašo na glavi. Mi smo v tem izdelali seveda umetne flaše in ko je on to ugotovil, je bil ogorčen in je zahteval, da ga natakarica sta pravo flašo v glavi, ker je rekel, da to bojo vsi videli, da ni ta prava flaša, to bojo vsi videli na televiziji. Jaz sem ga prepričeval, da ne bo nihče videl in on je skoraj ustrajal. Jaz sem ga potem, ko mi je prepričal, sem rekel, ker smo to ponavljali 5, 6, 7. Vaš film je prišel v 2001? Ja. In kako bi gledali v bistvu na slovensko sceno filmsko od takrat do danes? Koliko se je kaj spremenilo, mislite? Slovenska filmska scena se mi zdi, da poteka v enih takih valovih. Ko se končno revitalizira, ko končno začne biti prodorna, takrat se zgodijo neke menjave na filmskih centrih in se potem vse skupaj spet zaštopa. Potem se spet postavlja scena na noge in ko se spet že skoraj postavi na noge, se spet zgodijo neke spremembe in jo spet ubijajo v pojem. Ko ste končali snemanje na njem, ste bili zadovoljni z celotnim filmom? Kakšni so bili občutki? Meni se zdelo, da sem naredil en tak čist pošten film, s tem, da ko sem ga pa prvič pokazal tle, je bil pa odziv zelo hladen. Potem se je pač zgodil ta veliki obrat, film je bil sprejet v Benetki na filmski festival, tam celo pobral nagrado, na kar se je vse skupaj spremenilo. Ko ste prej, da ste tudi igrali pred režiranjem? Jaz sem začel tako najprej scenarij, prijavil sem se na nek natečaj za kratek film. Napisal sem ta kratek scenarij, bil je izbran za najboljši scenarij, dobil sem nagrado in ko je to slišal moj prijatelj Janez Burger, ki je tudi režiser filmski, povabil me je, da bi skupaj naredila en scenarij za nek celovečerni film. To je bil film v Leru in nekako sem po sili razmer moral jaz uskočiti za glavnega igralca. Drugače pa pogosto gledate svoje filme? Ne. Kratke včasih še pogledam, kratke celovečerni pa ne gledam. Na festivalu bo pa tudi veliko teh mladih ustvarjalcev in tak ljudi. Če bi kaj jim povedali? Ja, ne poslušajte nasvetov od nobenega.